Spoštovani, z današnjim predavanjem bi vas rada povabila v video vsebine edukacijskega programa za učitelje, vzgojitelje oziroma vse, ki jih zanima sladkorna bolezen v otroštvu. Govorimo o kroničnem avtoimunem obolenju, ki sodi med najpogostejše bolezni žlez z notranjim izločanjem in na svetu ima sladkorno bolezen že skoraj 500 milijarde ljudi. Če primerjamo to številko še za Slovenijo, v Sloveniji govorimo o več kot 130 tisoč ljudeh s sladkorno boleznijo. Pri sladkorni bolezni se poruši normalna presnova in energetska bilanca v telesu, razlog pa je neučinkovit hormon inzulin ali njegovo popolno pomanjkanje. Če govorimo o otrocih, moramo vedeti, da so številke velike. V Evropi vsako leto odkrijemo okrog 28 tisoč otrok z novo odkrito sladkorno boleznijo. Kdaj govorimo o sladkorni bolezni? Kriterij je meritev krvnega sladkorja na tešče ali po jedi, če je sladkor na tešče preko 7 ali po obremenitvi bodisi s čisto glukozo ali hrano preko 11,1 milimola na liter. Ljudje brez sladkorne bolezni bodo imeli na tešče sladkor pod 6 in po jedi sladkor ne bo preskočil meje 7,7 milimola na liter. Govorimo o različnih tipih sladkorne bolezni, najprej bi se osredotočili kar na tip 1 sladkorne bolezni, za katerega je značilno popolno pomanjkanje hormona inzulina. Govorimo, da je propad celic trebušne slinavke imunsko pogojen, bolezen je najpogostejša v otroštvu, meja pa naj bi bila nekje starost 45 let. To pomeni, mlajši kot si, večja je verjetnost, da ima sladkorno bolezen tipa 1. Če samo na začetku primerjamo sladkorno bolezen tipa 1 in tipa 2, moramo vedeti, da ne gre za enako bolezen in da so razlike na primer že v odkrivanju bolezni, pa tudi v zdravljenju. Sladkorna bolezen tipa 2 je drugačna. Pogosto jo lahko začnemo zdraviti z varovalno prehrano, pacienta opozorimo na stabilizacijo telesne teže, na pomen redne telesne aktivnosti, nato pa dodamo zdravila, bodiso takšna, ki izboljšajo učinek inzulina, inzulin pa sledi nekje po 5 do 10 letih. Pri sladkorni bolezni tipa 1 je seveda zdrav življenjski slog za primerno prehrano, telesno aktivnostjo in stabilno telesno težo zelo pomemben, vendar pa tukaj brez inzulina ne gre. Seveda vse zanima, kakšna je verjetnost, da bo zbolel z znaki sladkorne bolezni tipa 1. Če sladkorne bolezni tipa 1 nima nihče v družini, je verjetnost, da jo bo dobil en posameznik samo 0,5%. Če jo že ima en ožji družinski član, je verjetnost, da jo bo dobil še nekdo, še vedno majhna, samo 3 do 6%. Če pa govorimo o enojajčnih dvojčkih, bi seveda pričakovali, da bosta zbolela oba v paru, vendar drugi v paru zboli nekje v 33 do 50% primerov. To so rezultati raziskave, ki so enojajčne dvojčke spremljali kar 50 let. Kako je torej sladkorno boleznijo tipa 1 na svetu? Govorimo, da je na svetu v tisti ogromni številki 500 milijarde ljudi, okrog 30 do 40 milijonov ljudi sladkorno boleznijo tipa 1. Kakšna je ta številka v Evropi? 286 tisoč otrok bo imelo v Evropi sladkorno bolezen tipa 1 in kot sem že omenila, letno v Evropi odkrijemo okrog 28 tisoč novih primerov sladkorne bolezni. Res je, da bolezen ne izbira. Nastopi lahko kadarkoli v otroštvu, zelo pogosto pri najmlajših, malčkih nekje do 3. leta starosti, potem pri otrocih ob vstopu v šolo ali pa nekje v prvi triadi šole, še vedno pa je zelo pogosta pri mladostnikih. Zanimivo je, da se samo 1/3 novih primerov odkrije po 18. letu starosti. Podatki iz preteklih let kažejo, da se nekje na 17 let število novih primerov podvoji, da je več sladkorne, če gremo od juga proti severu. Država z največ sladkorne bolezni je Finska, kjer zboli 65 otrok na 100 tisoč otrok do 15. leta starosti, za primerjavo v Sloveniji 16 in na primer v Makedoniji 8 na 100 tisoč.
Drug podatek, ki je izjemno pomemben, je, da so otroci ob diagnozi vedno mlajši. V zadnjih 20 letih se je povprečna starost ob diagnozi zmanjšala skoraj za 3 leta. Se pravi, več primerov sladkorne bolezni in mlajši otroci. To so naše številke iz Slovenije, ki dejansko kažejo, da smo na začetku tisočletja odkrili okrog 50 otrok z novo odkrito sladkorno boleznijo, sedaj se je ta številka povzpela že čez 70. In če pogledamo spodnjo krivuljo, se nakazuje ta upad starosti ob diagnozi. Se pravi, med leti 2000 in 2020 je povprečna starost ob diagnozi padla iz 12 na 10 let. Zračunano imamo tudi, da se pogostnost sladkorne bolezni povečuje za skoraj 4% letno. Sama pa zelo rada povem, da ko sem se začela ukvarjati z edukacijo o sladkorni bolezni, je leta 90 zbolelo nekje 20 do 25 otrok letno pri nas, v letošnjem letu pa že 63 otrok do 9. septembra. Seveda pa to ni nova sladkorna bolezen. Že stari Grki in Sumerci so opisovali ljudi, ki so bili izrazito žejni in so pogosto urinirali. Ravno zaradi tega so tudi mislili, da je vzrok v ledvicah. Šele v 18. stoletju pa so z začetkom avtopsij potrdili, da je trebušna slinavka vzrok težavam, in temu je seveda sledil tudi prvi poskus presaditve trebušne slinavke, ki pa je bil seveda neuspešen. Točno pred 100 leti, leta 1921, sta dva kanadska znanstvenika uspela izolirati inzulin iz trebušne slinavke in ga kot prvemu živemu bitju vbrizgala psu. To odkritje je bilo tako pomembno, da so že v starosti, že naslednje leto, 13-letnemu fantu prvič odmerili inzulin. Inzulin je šel hitro v serijsko proizvodnjo in začel reševati življenja, vendar do tega, ker spremljamo zadnjih 30 let z razvojem novih inzulinov, črpalk, boljših možnosti nadzora sladkorja, je res minilo še več desetletij. Največji napredek smo v teh letih dosegli na področju tehnologije, ki je omogočila veliko bolj natančno dovajanje inzulina, obenem pa tudi spremljanje sladkorja v medceličnini in nekje idejo o pripravi umetne trebušne slinavke, se pravi črpalke, ki bi sama uravnavala sladkor. To je močno vplivalo na kvaliteto življenja družin, v katerih je imel otrok sladkorno bolezen, seveda pa je tudi povečalo zahtevnost obravnave. Ali visok sladkor vpliva na naše počutje? Seveda. Naše telo je izjemno natančno uravnano in že ko sladkor prestopi mejo 10, ne 11 milimolov na liter, se telo trudi odvečni sladkor odstraniti. Čistilna tovarna so ledvica, v katerih se sladkor izgublja z urino, nase veže veliko vode in zato so prvi znaki izrazita žeja, pogosto uriniranje, pitje in seveda izguba teže na račun izgubljene tekočine. Kadar to stanje traja dalj časa, je ob popolnem pomanjkanju inzulina zelo pomembno, da se začnejo razgrajevati zelo intenzivno tudi maščobe, njihovi stranski razgradni produkti pa znižajo pH krvi in s tem pripeljejo do dodatnih znakov, kot so slabost, bruhanje, glavobol, hitro in pospešeno dihanje, vse to je lahko smrtno nevarno. Ko enkrat otrok pride k nam, pa pričnemo za šolo vodenja sladkorne bolezni, tako kot jo boste spoznali tudi vi. Potrebno je spoznati, kako deluje naše telo, zakaj je pomembna hrana, kako deluje inzulini in kako jih apliciramo. Če govorimo o delovanju našega telesa, je pomembno vedeti, da so vse funkcije v našem telesu izjemno natančno uravnane in delujejo po principu povratnih zank. Tako je tudi z uravnavanjem sladkorja. Na raven sladkorja v naši krvi vplivajo hormoni. Inzulin je edini, ki pomaga sladkor porabljati, vsi ostali hormoni, adrenalin, kortizol, glukagon, pa mu deluje nasprotno in povečujejo raven sladkorja v krvi na račun na novo nastale glukoze ali pa zalog, ki je v telesu. Kaj je pravzaprav inzulin?
Inzulin je hormon, ki se tvori v trebušni slinavki in je po svoji zgradbi beljakovina. Deluje preko vezave na celico, preko posebnih vezavnih mest, ki jih imenujemo receptor, šele ob povezavi inzulina z receptorjem pa je omogočen vstop glukoze v celico in njena poraba za presnovne poti ali pa skladiščenje za hude čase. Ker je hormon inzulin beljakovina, je povsem jasno, da ga ne moremo zaužiti v obliki tablet, saj bi se v naših prebavilih razgradil. Seveda pa tečejo tudi poskusi, da bi ga vendarle izdelali v drugačni obliki, naprimer inhalacijski inzulin, vendar pa zaenkrat na tem področju prave rešitve še ni. Torej, sladkorna bolezen tipa 1. Veliko izrazov je, ki skušajo razložiti, kaj ta bolezen pravzaprav je. Tako slišimo tudi otroška sladkorna bolezen, pa od inzulina odvisna sladkorna bolezen, pa ta huda sladkorna. Za nas je najboljši izraz sladkorna bolezen tipa 1 ali diabetes tipa 1, ki za nas pomeni popolno pomanjkanje hormona inzulina. Postopno, lahko v nekaj mesecih, lahko pa tudi čez mnogo let, propadajo celice trebušne slinavke, ki tvorijo inzulin. Ko jih je ohranjenih le še 10%, se to prične poznati na ravni krvnega sladkorja glukoze in tak pacient postane simptomatski, kot sem opisala prej, z žejo, pitjem, pogostim uriniranjem. Če še enkrat povzamemo, mladi pacienti so to, mlajši od 45 let, v 2/3 primerov mlajši od 18 let. Največ novih primerov odkrijemo od pozne jeseni do pomladi, kot smo že rekli, med 70 in 80 novih primerov in najpogosteje nastopi v starosti do 14 let, kjer vsako leto odkrijemo 16 novih primerov na 100 tisoč otrok. Večina otrok pride z zelo visokim izvidom krvnega sladkorja in z povsem zmanjšano tvorbo inzulina. Sam razlog za razvoj sladkorne bolezni še ni znan. Mi govorimo, da gre za avtoimuno obolenje oziroma imunsko pogojeno obolenje, za katerega je značilno, da telo prične uničevati lastno tkivo, v tem primeru beta celice trebušne slinavke. Majhen del k temu prispeva tudi genetsko ozadje, tako imenovan HLA antigenski sistem, ki označuje lastnosti naših tkiv. Kadar pride v motnji do prepoznavi tkiv, pa se razvijajo imunska obolenja. Poleg genetskega dejavnika so zelo pomembni tudi dejavniki okolja, ki pa niso do konca preučeni. Preučevali smo pravzaprav vse od rojstva naprej, od prehranskih vzrokov, dojenje, vitamin D, gluten, do vpliva cepiv, do stresnih dejavnikov, tako imenovane higienske teorije, vendar nobeden od teh dejavnikov ni pokazal pravega vzročnega dejavnika za razvoj sladkorne bolezni. Še več, vse te dejavnike smo skušali tudi izkoristiti za zdravljenje sladkorne bolezni, kar pa doslej ni bilo uspešno. Tako smo poskušali presaditi trebušno slinavko, kot ste slišali, že v 19. stoletju. Danes lahko presadimo celo trebušno slinavko ali samo beta celice, vendar pa je to rezervirano za tisto skupino ljudi, ki so že zdravljeni zaradi končne ledvične odpovedi ali pa imajo neobvladljiv diabetes. Od zdravil sem omenila vitamine, hidrolizirana mleka, hrano brez glutena, razvili smo tudi cepiva, uporabljamo tudi biološka zdravila, vendar zaenkrat dokončnega uspeha ni. Veliko vprašanje iz področja presaditev matičnih celic na področju zdravljenja sladkorne bolezni niso uspešne. Kaj pa tip 2 sladkorne bolezni? Se pravi, če smo si zapomnili odprej, bomo rekli, da je meja 45 let, starejši si, večja je verjetnost, da imaš tip 2 sladkorne bolezni, seveda pa je vprašanje, ali bo ta bolezen s porastom debelosti postala pogostejša tudi v otroštvu. V tem primeru govorimo za inzulinsko odpornost ali rezistenco in na ta račun nekako relativno pomanjkanje inzulina. Ne gre za avtoimunski pogojen propad beta celic, v Sloveniji tipa 2 sladkorne bolezni pri otrocih praktično nimamo. Bijajo pa plat zvona drugje po svetu, v Ameriki na primer opisuje, da je 1/3 otrok
z novo odkrito sladkorno boleznijo že tistih, ki imajo tip 2 te sladkorne bolezni. Nastopa v drugem desetletju življenja, najpogosteje v pozni puberteti, pogosto jo najdemo v družinah, kjer so vsi predebeli. Značilna je ekstremna debelost, tudi enkrat previsoka telesna teža, pogojuje pa razvoj te oblike sladkorne bolezni, pogosto nepravilen način življenja z nerednimi obroki, številnimi prigrizki, preveč sedeč način življenja za računalniškim ekranom pred televizijo. Prehrana je energetsko prebogata, sladkorne bolezni tipa 2 v otroštvu pa se bojimo, ker je zelo hitro povezana tudi z zapleti, kot so povišan krvni tlak, nereden menstrualni cikel, povišane maščobe in pa seveda tudi zapleti sladkorne bolezni. Kaj je definicija debelosti? Ocenjujemo jo z indeksom telesne mase. V otroštvu je značilno, da se ta indeks telesne mase s starostjo in spolom spreminja. Plat zvona bijemo pravzaprav povsod po svetu, debelosti je vedno več in s tem najdemo tudi vedno več izjemno prekomerno prehranjenih otrok. V Sloveniji imamo presejalno testiranje za otroke s preveliko telesno težo, po večini so to otroci v drugem desetletju življenja, zelo pomembno, da pretestiramo mladostnike. Kot sem že rekla, morda odkrijemo le enega otroka s tipom 2 sladkorne bolezni letno, vendar pa je pa pogosto odkrita inzulinska rezistenca in motena presnova sladkorjev, tako da so to mladi ljudje, pri katerih se bo sladkorna bolezen najverjetneje razvila v drugem ali tretjem desetletju življenja, če ne bodo spremenili življenjskega sloga. V življenjskem slogu je izjemno pomembna prehrana. Prehrana pri diabetesu vključuje pravila mediteranske prehrane in porazdelitve živil po principu prehranskega krožnika. V prehrani pri otrocih s sladkorno boleznijo tipa 1 po prehodu na inzulinsko črpalko pričnemo z štetjem ogljikovih hidratov, se pravi, da v živilih poiščemo tista živila, ki najbolj vplivajo na porast sladkorja. Pazimo tudi na glikemični indeks, se pravi, želimo težje prebavljiva živila in pa seveda omejimo, ne pa prepovemo slaščice. Slaščice so na jedilniku enkrat ali dvakrat tedensko, še posebej v povezavi s športom in veliko bolj primerne so sladice pripravljene doma. Kako je z inzulinom? Pri inzulinu danes poudarjamo, da uporabljamo inzulin, ki je proizveden z genskim inženiringom, na izgled so si inzulini podobni, pakiranje je enako, 1 enota inzulina v Sloveniji bo imela enak učinek kot 1 enota inzulina v Nemčiji. Za injiciranje danes uporabljamo mehanske injektorje, s katerimi lahko zelo hitro prispevajo k vodenju sladkorne bolezni tudi otroci. To je začetna terapija. Kasneje pa preidemo na zdravljenje z inzulinsko črpalko. Inzulini, ki jih danes uporabljamo, se imenujejo kratko delujoči, dolgo delujoči ali pa zelo hitro delujoči inzulini. Tisti najhitreje učinkoviti so primerni za inzulinsko črpalko, medtem ko na začetku otroci uporabljajo kombinacijo hitrega in pa dolgo delujočega inzulina po shemi, ki je primerna njihovi starosti. Pri veliki večini otrok se na začetku razvije še enkrat obdobje umirjenega vodenja sladkorne bolezni, tako imenovane remisije, ko za urejanje sladkorja zadošča le nekaj enot inzulina dnevno. Ko pa potreba po inzulinu drugič preseže 0,3 ali 0,5 enote na kilogram telesne teže na dan, pa preidemo na sodobne inzulinske črpalke, s katerimi lahko inzulin dovajamo v telo še bolj natančno in še bolj fiziološko. Prednost sodobnih črpalk je, da lahko delujejo s pomočjo senzorja za neprekinjeno merjenje sladkorja v medceličnino, ki se integrira v njihovo delovanje in pomaga uravnavati sladkor. Prednost za otroke, pa tudi za učitelje in vzgojitelje, starše, je pa vgrajeno računalo, ki pomaga izračunavati, koliko inzulina pa otrok potrebuje, kadar je sladkor previsok in za redne obroke.
Največji napredek na področju vodenja sladkorne bolezni trenutno predstavljajo prav črpalke. S tem, ko smo jih povezali s senzorjem, so se namreč začele vpletati v vodenje sladkorne bolezni. Prve so se v primeru prenizkega sladkorja zaustavile. Naslednja generacija je skušala prenizek sladkor, hipoglikemijo z predčasnim zaustavitvijo dovajanja inzulina povsem preprečiti. Danes pa uporabljamo hibridne črpalke, ki pomagajo urejati tako visoke kot nizke sladkorje, seveda pa moramo še s pritiskom na gumb dovesti inzulin za obrok. Končna želja pa bi bila popolna zaprta zanka, umetna trebušna slinavka, ki bi vse naredila sama. To možnost uporabe hibridnih črpalk tretje skupine sedaj v Sloveniji tudi imamo. Razvoj bo šel naprej. Kako? Manjši oddajniki, boljše delujoči senzorji, vpetost tehnologije v mobilno telefonijo, morda celo združenje seta za dovajanje inzulina z senzorjem. Za starše zelo pomembno, da lahko otroka spremljajo preko telefona, otroci pa si želijo, da bi lahko s črpalko rokovali preko telefona. Kaj lahko s takšno črpalko dosežeš? Na temu prikazu vidite mladega športnika, kolesarja, ki je uporabljal to hibridno inzulinsko črpalko pri dolgem kolesarskem treningu. Obdržal je povsem stabilen sladkor, saj mu je črpalka pomagala urejati sladkor med tako napornim treningom. Seveda, vsi otroci ne marajo imeti senzorja, na začetku jih učimo rokovanja z merilnikom krvnega sladkorja, tudi teh imamo ogromno vrst, razvoj te tehnologije je ravno tako hiter in napreden. Danes želimo, da vsak otrok zna izmeriti sladkor z merilnikom krvnega sladkorja. Zbodljaj v prst je avtomatiziran s pomočjo posebnega lancetnika, količina krvi, ki jo potrebujemo za meritev sladkorja, je majhna, do rezultata pridemo pa zelo hitro. Za dobro vodenje sladkorne bolezni so pomembne tudi meritve ketonov, seveda to ni osnovna metoda za vodenje sladkorne bolezni in pogosto v šoli in vrtcu ni potrebna, je pa ključna pri uporabnikih inzulinske črpalke, kadar je raven ketonov izjemno visoka, prav tako pa krvnega sladkorja. Senzor. Brez senzorja od lanskega leta tudi v Sloveniji skorajda ne moremo več. Ta nam namreč ponuja neprekinjeno merjenje sladkorja v medceličnini in nam nudi številne informacije o nihanju sladkorja. Posameznike sicer še lahko moti razlika med medceličnino in krvnim sladkorjem, zato je ključna dobra edukacija v tem, da ni pomembna samo absolutna vrednost, pač pa tudi puščice in krivulje. Kaj lahko s takšno tehnologijo dosežemo? Na teh slikah imate prikaz vodenja sladkorne bolezni pri 16-letni mladostnici, ki ima že dolgo sladkorno boleznijo, s klasično inzulinsko črpalko in ogromno težavami sladkorja ni obvladovala. Ob celotnem timu, ki je pristopil k tej družini in novi črpalki, pa lahko vidimo, da se je sladkor povsem stabiliziral in vas spodnja leva krivulja lahko spominja na športnika, ki sem ga predstavila prej. Vsekakor je vodenje sladkorne bolezni lahko veliko lažje, če bodo imeli otroci pravo orodje in pomoč. Zavedati se moramo, da bo njihovemu zdravju delalo škodo predvsem obdobje, ko je sladkor previsok in ne, če je prenizek. Tehnologija bo seveda v pomoč, vendar pa brez družine in ostalih spremljevalcev ne bo šlo. Kako lahko naš oddelek pomaga učiteljem, vzgojiteljem in drugim spremljevalcev otrok s sladkorno boleznijo? Seveda se zavedamo, da je spremljevalec v šoli in vrtcu nepogrešljiv. Do vstopa v šolo imajo otroci pravico do stalnega spremljevalca, kasneje pa do začasnega spremljevalca. Vsi pa vemo, da otrok v prvi triadi sicer že morda preveri svoj sladkor in tipka po črpalki, ne zna pa voditi sladkorne bolezni. Med 10 in 12 letom starosti se znanje izboljšuje, a vendarle tudi takrat brez pomoči še ne gre.
Naš oddelek pomaga za izdelavo zdravstvenega načrta, kjer opozorimo na posebnosti vodenja sladkorne bolezni. Pred pričetkom šolskega leta imamo posebna izobraževanja za učitelje in vzgojitelje. Veliko informacij pa boste našli na strani Društva za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami s posebnim zavihkom za učitelje. Tudi učitelji in vzgojitelji se lahko posvetujejo na naši liniji za nujne klice, nujno pomoč. Kadar pa pride do zahtevnih primerov, pa bomo seveda oblikovali tudi timsko obravnavo, kjer bomo za šolo ali vrtcem sodelovali tudi mi v celoti. Tako da hvala lepa.